V prometnih nesrečah po vsem svetu umre okoli 1,3 milijona ljudi letno, 50 milijonov je poškodovanih, 5 milijonov ljudi postanejo invalidi. Varnost na slovenskih cestah se nekoliko izboljšuje, kljub temu pa naše ceste še vedno terjajo visoko število žrtev. Največ prometnih nesreč je v bistvu v naselju, kar je dostikrat posledica nepremerna hitrost oziroma prekratka varnostna razdalja. Največ hudih prometnih nesreč z smrtnim izidom je pa na regionalnih cestah. Rad bi pa tle poudaril še eno stvar, da je v bistvu največji razlog za nastale prometne nesreče nepremerna hitrost pri teh hudih nesrečah. Potem na drugem mestu je smer oziroma stran vožnje, po domače povedano sekanje ovinkov, zato bi tudi apeliral na vse voznike, tudi tam, kjer je cesta pregledna, naj se navadijo voziti po svojem smernem vozišču. Potem na tretjem mestu je nekje izsiljevanje prednosti v 9%. Pri hujših prometnih nesrečah z smrtnim izidom, glede povzročiteljev prometnih nesreč, vsak tretji voznik pod vplivom alkohola oziroma je prisoten alkohol. V letu 2012 je za posledicami prometnih nesreč umrlo 122 ljudi. 6743 pa jih je utrpelo hude ali lažje telesne poškodbe. Večino prometnih nesreč lahko preprečimo ali ublažimo njihove posledice. Varna vožnja se začne že pri pravilni namestitvi sedeža in drži volana. Sedalni del mora biti pomaknen tukaj naprej, da ko zaviramo v neki kritični situaciji oziroma ko stisnemo sklopko, mora biti kolena še vedno pokrčena. Naslon moramo poravnati do te mere, da ko zaviramo v neki kritični situaciji, nas ne more potisniti sedeža ven. Ko smo naslon poravnali, seveda je na vrsti tudi vzglavnik. Vzglavnik mora biti poravnan z vrhom glave, vzglavnik ne sme biti pod ušesi, ker če vzglavnik pod ušesi, nas v primeru trka lahko majčkeno raztegne, udarimo z glavo nazaj in lahko pride do poškodbe vratne hrbtenice. Pri dvigovanju sedeža ne smemo pretiravati, med glavo in streho mora ostati še vedno za eno pest prostora. Tudi volani so nastavljivi po globini in pa po višini. Zdaj samo višino volanskega obroča nastavimo na ta način, da dobro vidimo naštevce in pa da dobro vidimo ven. Samo globino pa v kombinaciji z sedežem, na ta način se naslonimo v sedež, stegnemo roke čez volanski obroč, na vrhu volanskega obroča in morajo iti zapestja čez volanski obroč. To pomeni, da v nobeni fazi vrtenja volana roke ne bojo stegnjene, roke morajo biti pokrčene. Ker če so roke pokrčene, lahko delamo natančno z volanom in pa tudi takrat, ko to potrebujemo, zelo sunkovito. Pravilna drža volanskega obroča 15:3. Na tem delu je volanski obroč najbolj širok, če gledamo v smeri vožnje. Tle imamo največ moči za obvladovanje samega avtomobila, lahko delamo tudi najbolj natančno. Poleg tega so volanski obroči tudi oblikovani na ta način, da imajo te prečke 15:3. Na teh prečkah so razne multifunkcije. Pred vožnjo se morajo vozniki in vsi potniki pravilno pripeti. Zdaj pa mi smo rekli, da je treba se pravilno pripeti na ta način, da gre pas lepo čez ramo, to je super, pas mora biti poravnan, ne sme biti zavit. Spodnji del pasu je pa v bistvu nosilni v primeru prevračanja, zato je pomembno, da gre spodnji del pasu na pas hlač, če hočete to poštimati, se pravi bundo damo ven, tako, in zdaj pas še zategnemo. Tako, pas smo zategnali in zdaj bo v bistvu sam varnostni pas odigral svojo vlogo. Ok, pa bomo kar probali. Roke imejte kar lepo pri sebi.
Tako. Ker še gremo. Tako, in tukaj lahko vidimo, da dejansko težo nosi pas in ne moremo paditi iz avtomobila ven. Izkušnje pridobivamo s prevoženimi kilometri za volanom. Kljub prevoženi kilometrini pa moramo vedno upoštevati omejitev hitrosti in ostati osredotočeni na vožnjo. Le tako bomo lahko pravočasno predvideli nevarnost in se temu primerno odzvali. Odzivni čas povprečnega voznika je 1 sekunda. V normalnem prometu tega reakcijskega časa ni, ker se planirano ustavimo. Ko nas pa nekaj preseneti, pa prevozimo določeno pot, glede na hitrost, preden sploh začnemo zavirati. Pri 50 na uro v naselju, pri odzivnem času 1 sekunde, prevozimo od trenutka zaznave neke nevarne situacije do trenutka, da začnemo zavirati, 14 metrov. Se pravi, 14 metrov prevozimo, potem se šele odzovemo in začnemo zavirati. Če vozimo s hitrostjo 130, v tej 1 sekundi prevozimo 36 metrov, potem šele začnemo zavirati. Zato je primerna varnostna razdalja v normalnih pogojih nekje 2 sekunde. To je pa recimo pri 50 na uro 28 metrov. Tako da prvo sekundo vržemo stran za reakcijski čas, drugo sekundo pa imamo še potem, da odreagiramo oziroma se ustavimo. Uporaba mobilnega telefona odzivni čas oziroma zavorno pot podaljša za 2-krat. Prepovedano je telefonirati, tako da imamo telefon v roki, prostoročno v bistvu je zakonsko dovoljeno. Ampak tudi mi smo delali te razne meritve reakcijskega časa in moram povedati, da tudi če mi prostoročno govorimo po telefonu, smo mi z mislimi drugje in se reakcijski čas podaljšuje. Tako da jaz svetujem vsem voznikom, da se tudi izogibajo prostoročnega telefoniranja, kljub temu, da je to zakonsko dovoljeno. Kar se tiče pisanja SMS-ov, je pa čist nesprejemljivo, ker mi pišemo SMS. Moramo tudi preusmeriti pogled na telefon, to je takoj sekunda, 2 sekunde, mi pa vemo, da če se vozimo s hitrostjo 130, v 2 sekundi lahko prevozimo skoraj, ali pa dobrih 2 sekundih 80 metrov. Se pravi, smo mi prevozili 80 metrov, brez da bi mi pogledali na cesto. V primeru uživanja alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi se reakcijski čas voznika podaljša tudi do 4-krat. Skrb vzbujajoč je podatek, da je pri hujših prometnih nesrečah s smrtnim izidom pod vplivom alkohola vsak 3. voznik. Vojko Safranše svetuje, da se v zimskih razmerah na pot odpravimo pravočasno, obvezno z zimskimi pnevmatikami, da povečamo varnostno razdaljo in hitrost prilagodimo voznim razmeram na cestišču. Previdnost v prometu torej ni odveč. Želimo vam srečno in varno vožnjo.